Nove informacije o kuharju, ki je bil navzven hvaljen za svoje delo v kuhinji. Ampak naši so te v kopalnici. Tam je zdaj ena ženska oseba. Zdaj pa je ta kuhar obtožen grozljivega umora svoje žene, za katero prijatelji pravijo, da je globoko skrbela za druge. To je video po poročanju Mass Live. Imamo nekaj šokantnih novih informacij o tem, kaj naj bi kuhar in domnevni morilec Jeffrey MacDonald domnevno počel v urah pred umorom. Spremljate On the Case, ki ga predstavlja Law and Crime. Jaz sem Law and Crime. Če bi pred 22. aprilom iskali ime Jeffrey MacDonald in UMass, bi verjetno našli veliko objav, ki so govorile o tem, kako odličen kuhar je bil. Nekdo, ki je oral ledino na področju študentske prehrane. A zdaj vsi vemo, da naj bi bil ta moški veliko več kot le to. In izvedeli smo, zakaj je bil morda sploh v tistem hotelu. In prav tako izvemo več informacij o ženski, ki je žrtev v tej zgodbi, ženi Jeffreya MacDonalda. Ženski, ki jo je domnevno ubil. Domnevno je svoji prijateljici v dneh pred umorom povedala nekaj o svojem možu in o nekaterih skrbih, ki jih je domnevno imela. Ime žrtve je Emma MacDonald in je oseba, ki si zasluži veliko pozornosti zaradi življenja, ki ga je živela. Za seboj je pustila mlado hčerko in dva psa, ki ju je globoko ljubila. Prijatelji pravijo, da je bila izjemna ženska. In veliko bomo govorili o tem, kako trenutno potekajo prizadevanja za pravico zanjo. Zdaj, moški, obtožen njenega umora, je bil na prvi pogled nekdo, ki so ga v marsičem postavljali na piedestal. In bil je ta nagrajeni kuhar, ker je bil eden od vodilnih v študentski prehrani na UMassu. Iskreno povedano, je bil nekakšen adut pri privabljanju novih študentov na univerzo. Poglejte, Princeton Review, preverite to. Če pogledate najbolje uvrščene univerze v državi glede študentske prehrane. In če ste bodoči študent in vam je to pomembno, je UMass na samem vrhu. In kuhar Jeffrey MacDonald je bil velik razlog za to. 36-letni Jeffrey MacDonald je bil leta 2025 razglašen za kuharja leta s strani Ameriške kulinarične zveze zaradi svojega kuhanja. In to je le ena izmed številnih nagrad, ki jih je prejel za svoje kulinarično znanje kot kuhar na UMass Amherst. A težko je reči, da je karkoli od tega zdaj pomembno, glede na to, da je to podoba, na katero pomislimo in jo vidimo, ko pomislimo na Jeffreya MacDonalda. To je po poročanju WWLP z njegovega prvega nastopa na sodišču po domnevnem umoru Emmy MacDonald. Pozor, reševano vozilo 3, pozor, reševano vozilo 3, poziv, en kampus center stran, tisti kotel kampus centra, UMass, soba 413. It's going to be for a possible mental health. To so povedali operaterji na številki za nujne primere 911, potem ko je klic prispel na policijo v zahodnem Massachusettsu iz hotela UMass. To je najprej objavil Mass Live. Zdaj, to je spet hotel na kampusu in operaterji so povedali, da je bila težava v sobi 413. UFP kriči, da imajo osebo na tleh in potrebujejo dodatno osebje. Zdaj, preden se lotimo novih podrobnosti, ki jih imamo o tem delu primera, bi rad povedal še nekaj več o Emmy MacDonald, saj spletni zapisi kažejo, da je bila tudi ona zaposlena na UMassu. Ena od njenih prijateljic je leta 2022 za Boston Globe povedala, da se je poročila z Jeffreyem MacDonaldom. Imela je 10-letno hčerko. Jeffrey je imel 2 otroka iz prejšnjega zakona. Imamo tudi nekaj novih dokumentov, ki opisujejo težave, ki jih je imela mati teh otrok z Jeffreyem v zadnjih letih. Prijateljica Emme je za Globe povedala, da je imela Emma nekaj pomislekov glede Jeffreyjevega vedenja v dneh in tednih pred njenim umorom. Povedala je, da je Emma vseeno ljubila Jeffreya in je resnično verjela vanj, zaradi česar je ta zgodba še toliko bolj tragična. V njenem intervjuju pa je bila anekdota, ki je res izstopala in opisovala, kar bi lahko označili za zelo nenavadno vedenje Jeffreya MacDonalda, domnevno v zadnjem mesecu. Ta prijateljica je povedala, da sta Jeffrey in Emma načrtovala izlet v Disney World s svojimi otroki le 2 tedna, preden je Emma umrla. Kaj pa to za preobrat? Teden dni kasneje je Jeffrey zahteval ločitev. Potem pa na dan umora, to je 22. april, je bil na spletu objavljen video, ki ga je objavil Mass Live, in prikazuje Jeffreya, kako skače v ribnik na kampusu, oblečen v celotno kuharsko uniformo.
Tisti dan je bila v Amherst, Mass, temperatura v 20 po Fahrenheitu. Če si ogledate video, lahko slišite ljudi, kako se smejijo, ko Jeffrey skoči v vodo. Toda ta video očitno ne prikazuje razpoloženja v tej situaciji. V članku Boston Globe je Emina prijateljica povedala, da je nekdo poklical številko 911, potem ko je Jeffrey prišel iz ribnika zaradi njegovega obnašanja. Na to je po pogovoru s policijo, in podrobnosti tega pogovora niso znane, Jeffrey rezerviral sobo v hotelu UMass za tisto noč. In prijateljica pravi, da je bil Emin načrt ostati doma. Živeli so približno 20 minut stran od kampusa. In prijateljica je rekla, citiram, priporočeno je bilo, da se umirita zaradi njegovega vedenja in zaradi tega, kar se je dogajalo. Konec citata. 17 PM za reševanje enota 3. Kar pove medici. Potrebujem dodatno reševalno vozilo tukaj čim prej in prosim dodajte še 7. To je tisto, kar policijsko poročilo pravi, da se je zgodilo tisto noč. V sredo, 22. aprila 2026, ob približno 19:42 so policisti policijske uprave UMass Amherst in gasilci, reševalci iz gasilske enote Amherst so bili poslani v sobo 413 hotela UMass na naslovu One Campus, Centerway, Amherst, Massachusetts. Po klicu na številko 911, v katerem so opisali izredne razmere na tej lokaciji. Glede na okoliščine so se odzvali tudi policisti iz policije v Hadleyju, da bi pomagali. Zdaj govorite o več agencijah, ki se odzivajo na dogajanje v 4. nadstropju tega hotela. In ko je policija prišla do sobe 413, naj bi jih pričakal isti moški, ki ga vidite nasmejanega z medaljami okoli vratu, kot tega odličnega kuharja na kampusu. Toda oseba, s katero so naj bi komunicirali, se je obnašala povsem drugače kot tisti, za katerega je skupnost mislila, da ga pozna. Poročilo nadalje navaja, citiram. Ob prihodu policistov je prišlo do nasilnega spopada med njimi in moškim, Jeffreyem C. McDonaldom, med katerim je J. McDonald metal predmete v smeri policistov in večkrat udaril enega policista univerze UMass v obraz. Vendar to ni vse, s čimer se prvi posredovalci soočijo ob prihodu. Ob vstopu v sobo 423 so policisti našli mrtvo žensko s hudimi poškodbami. Glede na resnost poškodb ženske se je preiskovalcem zdelo očitno, da so bile njene poškodbe posledica nasilnega napada. Zdaj pa zgodba dobi še bolj šokanten preobrat. Citiram. J. McDonald je bil aretiran in prepeljan na policijsko postajo UMass Amherst. Potem, ko so mu bila prebrana Miranda opozorila, J. McDonald je govoril s preiskovalci, med katerimi je priznal, da je namerno pretepel svojo ime je izbrisano do smrti. Uporabil je svoje roke, noge in različne druge tope predmete. In da je bil njegov namen, da jo s tem ubije. Po navedbah policije je Jeffrey McDonald priznal, da je namerno pretepal Emo do smrti z rokami, nogami in različnimi topimi predmeti. Naslednji dan je Jeffrey prvič stopil pred sodišče, takole poroča WWLP. Med tem kratkim zaslišanjem ni pokazal nobenih čustev na obrazu. McDonald se je ni priznal krivde glede obtožb in ni dobil varščine pred zaslišanjem o utemeljenem sumu, ki je načrtovano za 22. maj. Prav tako bo opravil psihiatrično oceno. O tem bom govoril z našim gostom čez trenutek, saj bi to lahko imelo velike posledice na potek tega primera. Pomembno pa je tudi poudariti, da to ni prvič, da je bilo domnevno Jeffreyevo vedenje zaskrbljujoče. In to je bilo že prej izpostavljeno v pravnem sistemu. To so zapisi, ki smo jih našli v zvezi s skrbniškim postopkom, v katerega je bila vključena mati njegovih 2 otrok. Zadeva sega v leto 2021. Te smo našli na družinskem in zapuščinskem sodišču v okrožju Hamden v Massachusettsu. Septembra 2024 je mati otrok McDonalda zapisala, da želi spremeniti skrbniški dogovor, ki sta ga imela. Ker so, citiram, otroci poročali o verbalni zlorabi strani očeta, kričanju, žaljivkah, preklinjanju, bili priča poniževalni verbalni zlorabi med očetom in mačeho, včeraj pa so poročali tudi o fizični zlorabi. Najstarejši otrok je poročal, da ga je njegov oče v ponedeljek 16.9. z vso silo porinil v mizo in da ga je večkrat udaril po obrazu. Otroci so v zadnjem letu vztrajno prosili, da se ne bi vračali v očetovo hišo. Oba otroka sta povedala, da jima je oče naročil, naj ne povesta materi o zlorabi in oba se bojita maščevanja ter očetovega nasilja. Približno 2 meseca potem, ko je ženska vložila tožbo proti McDonaldu, je sodnik primer zavrgel, ker se nihče od njiju ni pojavil na sodišču.
Pridružuje se nam Melba Pearson, odvetnica za državljanske pravice in kazensko pravo ter voditeljica YouTube kanala Resident Legal Diva. Vedno je odlično, da ste z nami, tukaj na Law and Crime. Veste, tukaj gre za zelo težak primer domnevnega nasilja v družini, v katerega je vpleten nekdo iz skupnosti, ki je res dobro poznan. Kaj menite o tem, kar je bilo navedeno glede vedenja Jeffreya McDonalda na dan, ko se je to zgodilo? Ampak potem se zdi, kot da če pogledamo nekaj tednov nazaj, so nekateri že takrat opozarjali na določene znake, ki so jih označili kot rdeče zastavice glede njegovega vedenja. Ja, spet Kris, vedno je lepo biti z vami in mislim, da so te primeri vedno izjemno srceparajoči. In prva stvar je vedno, katere rdeče zastavice so bile spregledane, kateri znaki so bili spregledani. Včasih so znaki, včasih jih ni. V tem primeru se zdi, da je v tednih pred tem on, in to povem z rezervo, in vam bom kmalu povedala zakaj. Ampak zdi se, da je skoraj doživljal duševni zlom, glede na njegovo čudno vedenje. Izskakanje v ledeno mrzel ribnik, veste, pa naj je bilo to dan prej ali na jutro, ko je bila ubita. Torej je očitno imel neke vrste psihološke težave, kot kaže. Lahko bi šlo za neodkrito duševno motnjo, lahko pa je bil le zlom zaradi stresa. Kdo ve? Ampak želim nekaj zelo jasno povedati. Dve stvari sta lahko resnični. Hkrati imaš lahko duševno bolezen in nisi zlorabljalec. In lahko imaš duševno bolezen in si zlorabljalec. In te dve stvari skoraj nimata nič skupnega, kaj ne? Ker gre za miselnost in za to, kako gledaš na odnos. Če na svojega partnerja gledaš kot na svojo lastnino, duševno zdravje s tem nima nič, kaj ne? To pomeni, da imaš prirojeno takšno miselnost, ki te vodi k nasilnemu vedenju. Ampak veliko ljudi z bipolarno motnjo ali shizofrenijo ne škoduje svojemu partnerju. Zato nočem vedno, mislim, da je zelo enostavno zmanjšati pomen incidenta družinskega nasilja, ker se vsi trudimo razumeti, kaj se je zgodilo in je grozno. Zelo enostavno je poseči po najlažji razlagi, ta oseba ima težave z duševnim zdravjem ali duševno motnjo. To ne bi smelo biti samoumevno. To je morda res, vendar si oglejmo tudi širši način razmišljanja in družbene težave, ki spodbujajo nasilje v družini, namesto da to hitro uvrstimo v kategorijo duševnega zdravja in se ne poglobimo. In mislim, da je to tudi zelo dobra točka. In to je nekako kot stranski komentar, da veliko ljudi živi z bipolarno motnjo ali shizofrenijo, kar so lahko zelo nevarna duševna stanja. Brez dvoma smo to zagotovo videli v zgodbah, o katerih poročamo. Ampak veliko je ljudi, za katere nikoli ne slišite, ki živijo izjemno normalna življenja in se ne znajdejo v situaciji, v kakršni je trenutno Jeffrey McDonald. In ne vem, ali ima diagnozo duševnega zdravja, vendar naj bi šel na psihiatrično oceno. Kaj bi to lahko pokazalo? Kako to vpliva na primer, s katerim se sooča, glede na pravni sistem? Najprej morajo ugotoviti, ali je sposoben sodelovati na sojenju. Mora biti sposoben. Standard je, da lahko smiselno sodeluje pri svoji obrambi. In dala bom hipotetičen primer, ki bo poenostavljen, ampak upam, da bo razjasnil bistvo. Gre za to, če si v situaciji, kjer si prepričan, da Marsovci prihajajo jutri. Očitno nisi v stanju duha, kjer bi lahko smiselno govoril s svojim zagovornikom o strategiji, ali naj pričam ali ne. Če ti odvetnik, tvoj zagovornik, pokaže nekaj dokazov, ki jih ima tožilstvo proti tebi, ali lahko vsaj osnovno razumeš, kaj ti je predstavljeno. In rečeš, v redu, razumem, nočem pričati ali pa temu nasprotujem zaradi tega, ali pa imam še eno pričo. Veš, ta pogovor je zelo pomemben, da lahko zagovornik sestavi primer in te učinkovito zastopa na sodišču. Tako bo ocena ključna za ugotovitev, ali je res sposoben sodelovati v postopku. Če ni, bo verjetno odšel v ustanovo, kjer bo prejemal zdravljenje. In običajno v približno 6 mesecih do 1 leta primer ponovno obravnavajo, opravijo novo oceno in nato ugotovijo, ali je res sposoben sodelovati v postopku. Tako nekako poteka ta postopek, celoten cilj je, ali lahko povrnemo tako imenovano sposobnost za sojenje. Če pa ne, če oseba resnično duševno ni pri stvari, potem bi bila razprava o tem, ali je morda nekriv zaradi neprištevnosti ali kaj podobnega. Tam še nismo. Ampak najprej, ali je sposoben sodelovati na sojenju?
Potem, če je sposoben sodelovati na sojenju, ali ima kakšno duševno motnjo, ali ima shizofrenijo, bipolarno motnjo, karkoli. Če je temu tako, v redu, dajmo mu zdravila. Tako bo lahko priseben in bo sodeloval pri svoji obrambi. Vse te stvari igrajo vlogo, tako pri obrambni strategiji, kot tudi pri strategiji tožilstva. In mislim, da je to še ena dobra točka, kjer samo zato, ker nekdo morda ni sposoben za sojenje, to ni nujno trajno stanje. Ni tako, ni tako. Veste, ko je nekdo spoznan za nekrivega zaradi neprištevnosti, je to zelo drugače, kot če je nekdo spoznan za nesposobnega za sojenje. Pravilno. Ker nekriv zaradi neprištevnosti pomeni, poslušajte, oseba je duševno tako hudo prizadeta. Ni tako, ni pomembno, če jim dajete zdravila 6 mesecev, 1 leto, 2 leti, ne bodo tako zlahka okrevali. In ti primeri so bolj redki, kot bi si mislili. Tako da običajno je mogoče ljudi ponovno usposobiti za sojenje, ker je včasih prisotna neodkrita duševna motnja. In če je temu tako, jih vključimo v načrt zdravljenja. In v nekaj mesecih so spet tam, kjer morajo biti. Ampak če je nekdo tako daleč, je to situacija, kjer bi jih včasih, veste, dali v psihiatrično ustanovo, kaj ne? Tega danes res ne počnemo več, vendar obstajajo posebne določbe za nekoga, ki v tem smislu ni procesno sposoben. Ne vem, če je to tukaj primer. Spet, še smo na začetku. Moramo videti, kaj bo pokazala ocena. In moramo videti, kako bo sodnik na podlagi tega na koncu odločil. In spet, lahko je situacija, kjer jih ocenjujejo 3 zdravniki, ker veste, obramba bo imela svoje ljudi, h katerim rada pošlje svoje stranke, tožilstvo pa bo imelo nekoga, za katerega menijo, da je pravi strokovnjak, in potem bo sodišče morda reklo, veste kaj, želim izbrati osebo, za katero menim, da je najbolj nepristranska. Pogledajo vsa 3 poročila in nato odločijo, ali je nekdo sposoben sodelovati na sojenju, če je to res vprašanje. In ko gre za to, se sooča z izjemno resnimi obtožbami, lahko preživi preostanek svojega življenja v zaporu, če bo spoznan za krivega. Seveda pa velja za nedolžnega, dokler se to ne zgodi. Ampak če je primer, kjer pogledaš na tisti dan in on skače v vodo, ljudje pa se smejijo, ampak potem naj bi bil opravljen ta klic na številko 911. In tako je na koncu pristal v hotelu, ker so policisti rekli, hej, zakaj si ne bi nocoj vzel sobe tukaj, da se malo ohladiš? In potem se zdi, da je bila tam tudi Emma, vsaj po besedah tega prijatelja, ki je rekel, da bo ostala doma. Policija to imenuje obdobje ohlajanja. In tako je veliko podrobnosti o tem delu, ki še niso bile razkrite. Ampak slišiš to in nekdo je to opisal kot nepredvidljivo vedenje. Ampak potem pogledaš na ta vzorec v zadnjih nekaj tednih, ko naj bi šli v Disney, in potem se odločijo, nato pa on reče, da želi ločitev. In je tako, kako pravni sistem, če gre za primer, kjer je morda v tistem trenutku prisotna duševna stiska, hkrati pa obstaja tudi vzorec, kjer je morda prisotno nasilje v družini, in gradiš primer, kako pravni sistem uravnoteži to, kjer sta lahko obe stvari resnični. Ja, in spet, ko poslušamo dejstva, je to zelo vznemirjajoče, ker običajno vidimo obratno. Običajno je zakonec tisti, ki zahteva ločitev. In potem je to tisto, kar sproži nasilen dogodek. V smislu, da ima storilec nasilja občutek, da je izgubila nadzor. In zato zdaj želijo ponovno uveljaviti svojo prevlado in nadzor z uporabo nasilja. In to potem vodi do smrtonosnega izida. Torej, to je en del zgodbe. Ampak gledam tudi na morebitno zamujeno priložnost. Vsaka zvezna država ima neko različico prisilne hospitalizacije. Na Floridi, kjer sem jaz, temu pravimo Bakerjev zakon. V bistvu gre za postopek, po katerem lahko organi pregona nekoga vzamejo v pridržanje. Ne v zapor, ampak osebo vzamejo v pridržanje in jo nato pripeljejo v bolnišnico za 24 do 48 ur na opazovanje, da ugotovijo, ali ima ta oseba težave z duševnim zdravjem. Ali potrebujejo zdravila. Prav. In na podlagi tega dobijo napotitve. V redu, morate obiskati psihiatra, morate iti v ta program, karkoli že je v vašem primeru. Ampak vsaj zame je to pravi način, da se stvari umirijo, ker ni bilo tako, da bi bil on jezen, oni pa užaljeni in bi se prepirali. Prav, ti pa id sem, ti pa id tja, umiri se, zadihaj in potem to naredi jutri. Skočiš v ledeno jezero. Kažeš nenavadno vedenje, ki bi lahko kazalo na duševno krizo. Potem bi ga morala policija odpeljati in ga dejansko prisilno hospitalizirati. In morda bi bila danes še vedno z nami.
To ni namenjeno temu, da bi krivdo zvalili na policijo, ampak obstaja možnost, da bi, če bi bil hospitaliziran, morda dobil pomoč, ki jo je potreboval. Spet, če predpostavljamo, da gre izključno za duševno zdravje, bi to morda lahko preprečilo smrtonosen dogodek. Ja, in to je zelo, zelo drugačen primer. Veste, to rečem, ampak mislim, da se vsi spomnijo primera Gabby Petito, ker je, mislim, Brian Laundrie na koncu šel v hotel. Ona je ostala v avtodomu, ki sta ga imela. In potem sta se tisto noč spet srečala. Veste, v tem primeru ta prijatelj pravi, da se je Emma McDonald nameravala vrniti domov, Jeffrey McDonald pa naj bi ostal v hotelu. Bilo bi zanimivo. Vem, da lokalni okrožni tožilec zaenkrat še ni želel komentirati ničesar v zvezi s tem. Žal smo morali že prepogosto govoriti o primerih družinskega nasilja in nasilja v družini ter o nekaterih zgodbah, ki smo jih pokrivali. In ena stvar, ki mi je ostala v spominu, ki jo je prijatelj povedal za Boston Globe, je bila ta, da je Emma njega res imela rada in je res verjela vanj. In on je bil ta oseba, ki jo vedno znova omenjam. Prej sem delal v zahodnem Massachusettsu. UMass jemlje prehrano na kampusu izjemno resno. To je dejansko orodje za privabljanje študentov na to šolo. In on je bil simbol tega. In vidiš, zakaj bi bil nekdo, v katerega bi res verjel. Ampak pri nekaterih primerih nasilja v družini mislim, da je za namen ozaveščanja pomembno, kaj vidiš, ko pride do tega. Osredotočili se bomo na slabo zaradi tega, kar se je zgodilo. Ampak tisti dobri trenutki vmes in kako se zdi, da ni vse samo potek groznega razmerja, ampak pogosto vidimo le toksičnost stvari, ki so na videz dobre, kot je načrtovanje izleta v Disneyland. In potem lahko stvari hitro gredo navzdol. Veš, to je tisti nihaj, ki gre dol. In v tem primeru naj bi si teden dni kasneje že želel ločitve. Težko je razumeti vse skupaj. Ja, ampak spet, glede na malo dejstev, ki jih imamo, ker nimamo celotne slike. Ampak to vedenje se zdi zelo značilno za nekoga, ki je, pa ne bo to bipolarna motnja ali kaj drugega, ampak grejo skozi te valove, te vzpone in padce. In neverjetno težko je biti v razmerju z nekom, ki se spopada s težavami v duševnem zdravju. Še posebej, če ni diagnosticiran in sploh nima načrta zdravljenja. Tako da poskušaš vsak dan nadzorovati sebe. Sploh ne veš, ob kom se zbujaš, kaj ne? Danes so lahko v redu, jutri pa ne. Ali pa se lahko vse spremeni iz trenutka v trenutek, kaj ne? Vse to postane zelo težko. Ampak kljub temu, ljudje pogosto pozabljajo, da v odnosih z nasiljem v družini, v odnosih z nasiljem med partnerji, ni tako, da bi bil vsak dan nasilen dogodek. V nekaterih primerih ja, ampak na splošno se morda danes nekaj zgodi. Potem pride tisto, pride celoten cikel, to in ono. Morda naslednji incident ne bo še 3 mesece. In v teh 3 mesecih hodiš v službo, skrbiš za družino, počneš vse te stvari. In ne govoriš nujno ljudem, o moj bog, moj mož je tak, moj partner je tak, moja žena je taka, karkoli. Preprosto živiš normalno življenje. Mislim, da imajo ljudje včasih v glavi, da je vsak dan grozna, nasilna, nora situacija. Večina ljudi tega ne bi preživela že z psihičnega vidika, ker je to preveč. Ampak kot pri vsakem odnosu ima svoje vzpone in padce. Le da je razlika v tem, da ko pride do nesoglasja, kot jih ima vsak odnos, se to konča z nasiljem ali pa pride do prisile ali drugih stvari, ki so v ozadju. Zato želim ljudi na to spomniti. In tudi na to, da včasih ni nobenih znakov. Včasih so ljudje zelo zasebni in ko stopijo skozi vrata, nimajo modrice na očesu. Nimajo zlomljenih kosti, vendar morda ne morejo upravljati svojih financ. Morda ne morejo brez težav iti ven s prijatelji ali videti družinskih članov. Tako se lahko kaže na različne načine. In ni nujno, da je to vidno vsem. Zato želim poslati sporočilo tolažbe vsem, ki jih to prizadene, ker žal to poznam iz prve roke na preveč ravneh in ne samo kot tožilka. Ponovno podoživljate in premlevate vse skupaj. Če bi naredila to, ali sem kaj spregledala, rekla je to v tem pogovoru, ali mi je res poskušala nekaj povedati. Je bil to klic na pomoč? S tem se boste spravili. Do tega, da bi zaradi tega začeli piti. Ne počnite tega. Ne počnite tega. Lahko narediš le to, kar zmoreš in poskušaš najti tolažbo v spominih, v čudovitih spominih, ki si jih imel z osebo, ki si jo imel rad. Ampak ne poskušaj znova in znova predvajati tega filma v glavi, ker nikoli ne boš našla zadovoljivega odgovora.
Ne, in res je, to si zelo lepo povedala. In prav zaradi tega je ta zgodba tako zelo težka. Policija pravi, da je potem, ko so mu prebrali Mirandove pravice, praktično vse priznal, vsaj glede na policijsko poročilo, ki ga lahko preberemo. Glede na to, in to ni nujno primer, kjer bi ugotavljali, kdo je storilec, in morda so mu diagnosticirali kakšno duševno motnjo, ampak če ne gre za obrambo z neprištevnostjo, kako to vpliva na njegovo obrambo? Če ga tožilci še vedno obtožujejo umora, ga sodijo zaradi umora. To je tisto, kar pravijo, da se je zgodilo. On je tisti, ki je to storil. In obramba, morda je edino, kar imajo, to, da ima prej nediagnosticirano stanje. In ne vem, govorim na splošno, kako bi se to lahko razpletlo? No, kako bi se to razpletlo, je, da bi obramba poskušala izpodbijati naklep. Ali je bil sploh sposoben oblikovati tak naklep, da bi ji škodoval? Ali je res vedel, kaj počne? Vidik duševnega zdravja bo vključen v obrambo na različnih točkah in bodo rekli, poslušajte, on je produktiven član družbe, hipotetično gledano. On je ima to, veste, zelo javno izpostavljeno podobo in službo in bil je uspešen v vsem tem. To ni njegovo običajno vedenje. Torej, to je bil začasen odklon. Veste, poiskal bo pomoč in tako naprej in tako naprej. Ne vem, kako bo to nujno vplivalo na poroto. Ker če ni ravno situacija oprostitve zaradi neprištevnosti, če ne doseže tega praga, kaj imaš potem drugega? Ne veliko. Ker ustava ti sicer zagotavlja obrambo, ne zagotavlja pa ti nujno zmagovalne obrambe. Odvetnik bo delal s tem, kar ima, ne more si izmisliti stvari. Kar je, pač je. Ampak veš, to je primer, za katerega mislim, da se bo rešil z priznanjem krivde. Ker s čim pa bo šel na sojenje? Dobesedno imaš priznanje. Imaš, veš, zdravnika sodne medicine oziroma mrliškega uglednika, ki bo prišel nazaj in rekel, da gre za smrt zaradi dejanja druge osebe. Veš, imaš dokaze iz hotelske sobe, vse prijatelje in vse ostale, ki so bili priča nenavadnemu vedenju. Posnetek, kako je skočil v ribnik, vse to. Ne vidim scenarija, kjer bi lahko šel na sojenje in nekako zmagal. Zato mislim, da se bo to najverjetneje rešilo s priznanjem krivde. Ja, in bomo videli, kaj se bo zgodilo naprej. Brez dvoma je to res izjemno tragična zgodba. Vem, da so včeraj, ko to snemamo, na UMass-u pripravili spominsko slovesnost za Emmo McDonald, ki je bila prav tako ljubljena članica te skupnosti, mama, ki za seboj pušča hčerko. To je res žalostno, Melba Pearson. Hvala, kot vedno, da ste si vzeli čas in bili z nami. Najdete jo kot voditeljico YouTube kanala Resident Legal Diva. Vedno je odlično, da ste tukaj na Law & Crime. Hvala, da ste bili z nami. Hvala, Chris. Na kampusu UMass je bila v Emmino čast organizirana spominska slovesnost. Tudi ona je delala na UMass. Obstaja tudi GoFundMe, ki zbira denar za njeno 10-letno hčerko in je zbral že več kot $20,000. Preden zaključimo, želim omeniti pomemben vir pomoči pri vprašanjih družinskega nasilja. In to naj bi bilo prav to. Če ste vi ali kdo, ki ga poznate, žrtev družinskega nasilja, lahko pokličete nacionalno telefonsko linijo za pomoč žrtvam družinskega nasilja na 1800799 SAFE ali pošljete SMS z besedo START na 88788, pri tem pa lahko ostanete anonimni. Ta linija je dosegljiva 24 ur na dan, 7 dni v tednu. To je vse za oddajo On the Case. Predstavljajo Law & Crime. Naročite se na nas na YouTubeu in Spotifyju. Prav tako nas lahko spremljate na Peacocku. Sem Chris Stewart. Se vidimo naslednjič.